Timi Kids TV. Pozdravljeni otroci! Danes sem na Timi Kids TV, ponovno z vami Maja. Odpravili se bomo na en izlet. Ko sem razmišljala, kam bi lahko odšli, se mi je zdela zelo dobra ideja, da bi se odpravili v živalski vrt. Kaj pravite? Vam je všeč v živalskem vrtu? Ja ali ne? Se mi zdi, da kar premaga tisti odgovor z ja, ker tam lahko spoznamo in vidimo veliko različnih živali. Pa kar naštejmo skupaj, katere vse lahko srečamo. Srečamo lahko leva, kačo, medveda, opice, kaj še? Divje prašiče in slone. Res je, vse to lahko srečamo in še veliko več. Pa še dobro se imamo, gremo na sprehod, uživamo na zraku, na sončku in ob lepem dnevu. Danes se bomo zato odpravili v živalski vrt. Da pa nam bo lažje, nam bodo pomagale kartice malega Neša. To so prav posebne kartice za jogo. Na njih so narisani položaji, da bomo vedeli, kako jih izvesti. Pa se kar odpravimo v živalski vrt. Kako pa najraje greste tja? S avtom, s kolesom, mogoče rolko? Jaz zelo rada kolesarim, zato se bomo danes odpravili s kolesom. Takole, usedemo se na kolo in vozimo, pa gremo, vozimo kolo. In do živalskega vrta opazujemo, kako lep sončen dan je. Pa še malo vozimo, pa še malo hitreje, pa bolj počasi, pa hitreje in počasi. Super, prišli smo do živalskega vrta. Tam seveda najprej kupimo vstopnico, potem pa si kar pojmo pogledat živali. Prva žival, ki jo bomo srečali, je tista z dolgim vratom. Veste, katera je? Katera žival ima zelo dolg vrat? Res je, to je žirafa. Pa kar poiščimo žirafo med karticami. Takole veliko kartice. Moram kar dobro pogledati, da najdem žirafo. O, sem jo že našla. Poglejte jo, res ima zelo dolg vrat. Tudi slonček Neša se trudi, da bi imel dolg vrat. Kaj pa mi lahko naredimo dolg vrat? Dajmo poskusiti. Vstanemo in postavimo eno nogo daleč naprej, drugo nogo daleč nazaj in potem postavimo roki skupaj. Takole imamo najprej kratek vrat. Ker pa imajo žirafe zelo dolg vrat, iztegnemo roki navzgor. Takole odlično. In smo žirafe. In ko je žirafa lačna, rada nabira listke na drevesih. Takole steguje svoj vrat. 1, 2, 3, 4 in 5. Ker pa se še ni dovolj najedla, se obrne na drugo stran. Mi pa zamenjajmo nogi. Z drugo nogo stopiš naprej in nazaj. Ponovno najprej naredimo kratek vrat. Zalepimo roki skupaj in nato še dolg vrat. Stegnemo roki visoko navzgor. In ponovno žirafa je listke. Takole 1, 2, 3, 4 in 5. Žirafa se je zelo najedla. Mi pa se odpravimo naprej. Ko se tako sprehajamo, zagledamo kačo. Pa poiščimo kačo v karticah. Sem jo že našla. Poglejte jo. Na sliki je taka zelena, zavita kača. In tudi slonček se trudi, da bi postal kot kača. Pa še mi poskusimo in naredimo kačo skupaj. Uležemo se na tla. Zalepimo trebuh na tla. Zalepimo nogi skupaj
Postavimo roki na tla in se dvignemo navzgor. Pogledamo v sonček. In ker se kače rade zvijajo, se zvijamo tudi mi kot kače. Potem se malo skrijemo. Pa se ponovno dvignemo visoko. Ali veste, kako se oglašajo kače? Takole, ja? Pa dajmo še enkrat. Kača se še naprej zvija, mi pa se ponovno odpravimo naprej. Sprehajamo se in sprehajamo, vse dokler ne zagledamo divjih prašičkov. Pa še v karticah poiščimo prašička oziroma pujsa. Takole iščem. Sem ga že našla. Veste, kaj pujski radi počnejo? Valjajo se po blatu. Kaj pa, če bi se sedaj tudi mi malo povaljali? Pa ne po blatu, samo po tleh. Uležemo se na tla. Dvignemo nogi navzgor in jih primemo takole. Pa se malo povaljamo v eno smer in v drugo. Tako kot bi se pujski valjali v blatu. Če znaš, pa se lahko tudi oglašaš kot pujs. Da slišim, ali znate? Sedaj, ko smo se povaljali kot pujski, pa gremo naprej. In ko se tako sprehajamo, zagledamo različne ptice. Vseh različnih pisanih parov. Ali veste, da imajo ptice velika krila, s katerimi lahko letijo? Poskusimo tudi mi. Najprej pa poiščimo v kartici. Evo, sem jo že našla. Tako, položaj ptice. Ta je precej zahteven položaj, ker je potrebno nekoliko ravnotežja. Pa poskusimo skupaj. Vstanemo. Takole. Najprej pripravimo roke in jih stegnemo naprej. Potem počasi stegnemo nogo nazaj, čisto malo. Tako, bravo. Če ti je to zelo lahko, pa lahko nogo stegneš še bolj. Tako, uspelo nam je. Skupaj smo postali čudovite ptice. Pa poskusimo še na drugi nogi. Ponovno stegneš roki, drugo nogo malo nazaj. Če ti je to zelo lahko, stegneš nogo še bolj. Ptice so poletele visoko v nebo, mi pa se odpravimo naprej. Zanima me, ali veste, katera žival je to. Rečejo mu kralj živali, ima veliko grivo okrog glave in rjave barve. Prav slišim, ste res rekli lev? Ja, res je, to je lev. Skupaj poiščimo leva in ga naredimo. Levi znajo močno in na glas rjoveti. Bi poskusili tudi mi? Pa dajmo. Takole, usedemo se na svoji nogi. Pa potem odložiš eno roko na koleno, drugo roko na koleno in se malo nagneš naprej. Tako smo kot močni, vsemogočni levi. In levi na glas rjovijo. Res je, lahko enkrat na glas zarjovite. To pa je bilo res zelo na glas. Jaz sem vas slišala kar do sem. Sedaj pa poskusimo nekoliko drugače. Najprej naredimo en globok vdih skozi nos. Dajmo, pomasirajmo nos. Naredimo vdih. Potem pa pokažemo jezik proti tlom.
in pihnemo močno skozi usta. Takole. Pa dajmo še enkrat, naredimo vdih in pihnemo. Pa še zadnjič vdih in ponovno pihnemo. Kadar smo jezni ali slabe volje, lahko večkrat pihnemo kot levčki, da odpihnemo vso našo jezo vstran. Sedaj pa se odpravimo naprej. Veliko živali smo že srečali in malo smo se utrudili, zato bomo poiskali veliko drevo, ker se bomo v senčki tudi usedli in spočili. Pa poglejmo, kako izgleda drevo. Drevesa imajo močna debla in veliko košato krošnjo. Sedaj smo lahko tudi mi drevesa. Poskusimo, naredimo jih skupaj. Vstanemo. Naše noge so močne kot deblo drevesa. Potem pa ena noga ostane na tleh, drugo rahlo dvignemo in jo zalepimo takole na stran. Poiščemo ravnotežje, potem pa stegnemo roki in naredimo krošnjo drevesu. Tole naše drevo pa je res zelo veliko in stabilno. Pa potem poskusimo še na drugo stran. Odložimo nogo, pa zalepimo drugo. Takole poiščemo ravnotežje, včasih je to kar malo težko. Pa ko nam uspe, spet dvignemo roki in naredimo krošnjo drevesu. Pod tako veliko drevo se sedaj lahko usedemo, saj je pod njim veliko sence. In ko tako sedimo, da bi se malo odpočili, zagledamo metuljčke, ki letijo okoli. Takole poiščimo še metuljčka in ga naredimo skupaj. Tako, našla sem ga. Poglejte ga, kakšen lep roza metuljček. Vendar metuljčki so lahko vseh barv. Najprej ga naredimo skupaj, potem pa bomo pogledali, kakšne barve je tvoj metuljček danes. Zalepimo stopala skupaj, jih objamemo, se poravnamo, nato pa noge spuščamo proti tlom. Kot bi leteli, kot bi imeli krila metuljev. Takole letimo, letimo, letimo. Moj metuljček je danes pisanih barv. Vijoličen, moder, roza, zelen in bel. Kakšne barve pa je danes tvoj metuljček? In ko tako opazujemo pisane metuljčke, ki letijo, opazimo, da se eden izmed metuljčkov usede na lepo pisano rožico. Pa poglejmo, kako izgleda rožica in naredimo še njo. Poglejte, kakšna lepa rožica. Rožice ponavadi zelo dišijo. Naredimo jo skupaj in povohajmo. Poravnamo hrbet, potem pa primemo eno nogo, primemo drugo nogo. Bravo, in naredimo čudovit cvet rožici. Pa ga povohajmo. Kako diši tale naša rožica. Moja zelo diši. Diši tudi tvoja? Pisani metuljčki letijo okoli rožic. Mi pa smo se odločili, da se pod drevesom še malo spočijemo in se uležemo. Takole se uležemo. Sonček nežno poboža nogi. Ali čutiš, kako toplo je sonce in kako nežno te boža? Pa sonce poboža tvoj trebuh in obe tvoji roki. Sonček poboža še obraz
tako sonce pobožalo celo telo, smo sedaj pripravljeni, da ponovno vstanemo in se ponovno igramo in zabavamo. Danes smo uživali na izletu v živalskem vrtu, kjer so nam pomagale in nas zabavale joga kartice Mali Ganeša. Lepo se imejte še naprej, pa se spet vidimo kmalu. Adijo! Timi, Kids TV. Pravljični kotiček z Diano na Timi. Kids TV. Dober večer, otroci. Danes se poslovimo od Dude. Rekli ji bomo pa. Bilo je nekega deževnega dne. Zunaj je lilo kot iz škafa, pa treskalo je in grmelo. Ulice, igrišče in parki so bili prazni. Prazni in mokri. Nike je bila doma in to jo je zelo jezilo. Hotela je oditi ven. Zunaj bi lahko skakala po lužah in po bližnjem potoku bi lahko spuščala papirnate ladice. Starša pa ji tega nista dovolila in Nike je bila huda. Z nočne omarice je vzela Dudo, jo dala v usta in se usedla na tla sredi dnevne sobe. Zmenili smo se, da Duda čez dan počiva, je rekla mama. Nike je skomignila z rameni. Pospravimo Dudo in v tvoji sobi raje postavimo šotor, je predlagal očka. Ali pa se igrajmo gledališče, zabavno bo. Nike je odločno odkimala. Danes vsi tičimo doma, je rekel očka. Le poglej sinice v bližnji gnezdilnici. Nike je stopila k oknu. Okoli siničjega doma je bilo vse mirno. Jih zebe? Je zanimalo deklico. Ne, ker so na suhem, je odgovorila mama. Morda jih je nekoliko strah strele in groma, se je nasmehnil očka. Ampak, je ponovila Nike. Morda jim lahko pomagamo. Kako? Je zanimalo deklico. Ko preneha deževati, jim lahko odnesemo tvojo Dudo. Nike ga je pogledala izpod čela. Le pomisli, kako se z Dudo vedno potolažiš ti, je rekel očka. Morda je ravno danes tisti dan, da jo odstopiš komu drugemu. Komu, ki jo potrebuje bolj kot ti, je predlagala mama. Siničke so tako drobne ptice in njihovi mladički še ne znajo leteti, je šepnila Nike. Ko je prenehalo deževati, so Nike, mama in očka odšli proti siničjemu domu. Tiho so pristopili in Dudo obesili na bližnjo vejo. Drage siničke, zdaj vas ne bo več strah, je rekla Nike. Mama in očka sta se nasmehnila in hčerki podala roko. Skupaj so odšli na otroško igrišče, ki so ga medtem že osušili topli sončni žarki. Ni lahko odraščati, vedeti, spoznavati vsak dan 100 in 100 stvari o svetu, ki kot blisk drvi. Ni lahko, a tukaj smo, skupaj, kaj ni to lepo? Nov dan, mi prihajamo, le pogumno, pa bo šlo. Objem, poljubček in lahko noč. Pravljični kotiček z Diano na Timi. Kids TV. Dober večer, otroci. Danes berem pravljico z naslovom Kahlica je zakon. Pa poglejmo, če je res.
Na travniku, v senci velikega drevesa, so si Sanja, mama in očka pripravili piknik. Lovili so se, skrivali in se učili delati prevale. Najprej te bomo previli, nato si bomo privoščili malico, je rekla mama, ko so čez nekaj časa utrujeni sedli na odejo. Kako lepe prevale si delala danes, je med rezanjem sadja dejal očka. Edino plenica ti je bila malce v napoto, kaj ne? Sanja je odkimala. Čisto malo, je rekel očka. Sanja je odkimala. Čisto malo, se je nasmehnil očka. Sanja je skomignila z rameni. Poglejta, kako lepi oblaki, je po malici dejala mama. Sanja in starši so se ulegli na hrbet in se zazrli v nebo. Tale je kot torta, je rekel očka. Tale pa je kot kahlica, se je nasmehnila Sanja. In tale kot tvoj slonček Bimbo. In videti je, da bi rad šel na kahlico, je dodala mama. Mami, sloni ne znajo iti na kahlico, je rekla Sanja. No, majhni sloni tudi prevalov ne znajo prevračati, je dejal očka in se obrnil k hčerki. Velika punca si že, Sanja, in veliko stvari že znaš in veš. Veš, kako si je treba pravilno umiti roke, kako si obuti copate in zapeti znaš veliko lepih pesmi. In narediti znam preval, je dodala Sanja. Vsak dan se naučiš kaj novega, je prikimala mama. Danes si usvojila prevale, jutri se morda lahko naučiš uporabljati kahlico. Veš, uporabljati kahlico je veliko preprosteje kot narediti preval, je rekel očka. Res? Je vprašala Sanja. Se šališ? Čisto preprosto je. Bi jo moj Bimbo znal uporabljati. Če bi mu kdo pokazal kako, zagotovo. Vesta kaj? Se je nasmehnila Sanja. Jaz mu bom pokazala. Ko pridemo domov, bom šla na kahlico, da bo videl, kako se to dela. Velja, sta v en glas prikimala mama in očka. Ni lahko odraščati, vedeti, spoznavati vsak dan 100 in 100 stvari o svetu, ki kot blisk drvi. Ni lahko, a tukaj smo, skupaj. Kaj ni to lepo? Nov dan, mi prihajamo. Le pogumno, pa bo šlo. Zdaj pa le še objem, poljubček in lahko noč. Plešemo na Timi Kids TV. Zvezdica na dnu morja, le kako si tja prišla, le kako, če tako, daleč, daleč je nebo, le kako, če tako, daleč, daleč je nebo. Zvezdica na dnu morja, saj sem vedno tu bila, ne z neba, to pa ne, morje res moj domak je, ne z neba, to pa ne, morje res moj domak je. Pozdravljeni otroci! Sem Klavdija in skupaj s plesalci športnega društva Pike se bomo danes naučili koreografijo na pesmico Zvezdica na dnu morja za Timi Kids. Pa začnimo! Najprej bomo pokazali zvezdico in sicer bomo dvakrat pomežikljali z rokami. Nato bomo narisali velike valove in se spustili dol. Nato bomo se vprašali z eno roko, z drugo roko
in dvakrat skomignili z rameni. Odlično, pojdimo še enkrat od začetka. Dvakrat pokažemo zvezdico in naredimo velike valove ter se spustimo dol. Nato damo eno roko, drugo roko in dvakrat skomignemo z rameni. Odlično, pojdimo naprej. Sedaj na eno stran naredimo velik valov. Nato še na drugo stran. Potem z eno roko naredimo velik krog in še z drugo na drugo stran. Nato pa skočimo visoko gor do neba. Odlično, pojdimo še enkrat. Naredimo velik valov v eno stran in v drugo stran. Z eno roko, z drugo roko in skočimo visoko do neba. Bravo, pojdimo od začetka. Dvakrat pokažemo zvezdico in se spustimo z valovi dol. Nato z eno roko, z drugo roko in skomignemo z rameni. Potem naredimo velik valov z eno roko in z drugo, ter čez in gor. Odlično, gremo naprej. In sicer bomo še enkrat ponovili in pokazali zvezdico. Torej dvakrat pomežiknemo z rokami in se spustimo dol. Nato pa vstanemo, damo roke v boke in pomigamo. Odlično. Pa ponovimo še enkrat. Dvakrat pokažemo zvezdico in se spustimo dol. Nato vstanemo in pomigamo z boki. Odlično. Gremo od začetka. Pokažemo zvezdico, se spustimo dol. Super. Nato z eno roko pokažemo, z drugo in dvakrat skomignemo z rameni. Velik val v eno stran in v drugo. Z eno roko čez, z drugo roko čez in se dotaknemo neba. Ponovimo. Velik val v eno stran, v drugo stran, z eno roko, še z drugo in skočimo visoko do neba. Nato dvakrat pokažemo zvezdico, se spustimo dol in vstanemo ter pomigamo z boki. Odlično. Od tukaj naprej z obemi rokami zaokrožimo gor, nato pa naredimo ne. In naredimo val v eno stran, drugo stran in se nato močno objamemo. Nato ponovimo, roke gor, naredimo ne in val v eno stran, drugo stran in se objamemo. Nato skočimo skupaj in pomigamo z rokami. Odlično. Sedaj pa gremo na glasbo. Velik val, drugi val, z roko čez in skočimo. Velik val v eno stran, drugo, z roko čez in skočimo. Zvezdica pleše. Ponovimo. In dol. In skočimo. Z rokami gor. Ne. In val v eno stran, drugo stran, se objamemo. Gor. In pokažemo ne. Eno stran, drugo stran, objem. Super, lepo se imejte in še pozdrav. Ti, mi, kids. Zvezdica na dnu morja, le kako si tja prišla, le kako, če tako, daleč, daleč je nebo, le kako, če tako, daleč, daleč je nebo. Zvezdica na dnu morja, saj sem vedno tu bila, ne z neba, to pa ne, morje res moj domak je,
this one out. Which one do you think is stronger, the lime one or the dino one? Post down in the comments. What do we say at the end? A hug, a kiss, and bye-bye Until? next time. And don't forget to click down below to make sure if the limes are stronger or the dinos. Bye! Timmy, Kids TV. Timmy, Kids TV. Živijo otroci, jaz sem Petra, sem logopedinja. Živijo otroci, dober dan! Ali me že poznate? Jaz sem Gingo, pravi zeleni kuštravi potepin, zelo spretnim jezikom. Poglejte! Danes sem z vami, da vas bom naučil, kako se pravilno telovadi z jezikom in kako se lahko s pomočjo mojih vaj naučite pravilno izgovarjati glasove. Ste za to? Se gremo skupaj igrati? Igranje z jezikom je prav zabavno. Gingo, zdaj se pa ti tukaj malo usedi. Danes vam bomo predstavili prave logopedske kartice z naslovom Klepetajmo. Tukaj pa je še čisto sveža Gingova knjiga z naslovom Gingo v deželi besed, ki nam bo prav tako pomagala izgovarjati pravilno posamezne glasove. Kar začnimo s prvo jezično vajo. Gingo! Gingo, mi boš pomagal? Seveda! Otroci, da vam razložim, kaj se mi je zgodilo. Nekega dne sem se odločil, da bom obiskal prijatelja Leva iz daljnih krajev. Ker živi zelo, zelo daleč, sem poprosil mamico, da me odpelje z avtom. Tišment, ko sva se vozila, je pričelo še deževati in na avtu so se prižgali brisavci, ki so švigali sem in tja. Poglejte, otroci, tako! Še vi iztegnite jezik ven in poskušajte kar se da hitro migati iz levega v desni ustni kot ali pa obratno. Wow, zabavno! In ko sva prispela do prijatelja Leva, sem bil že zelo lačen, ker on ve, da najraje jem špagete z veliko paradižnikove omake, sva se takoj zapodila do mize. Ampak, veste, kaj se mi je zgodilo? Malo sem se umazal tu spodaj, po spodnjem delu ust. Ker je omaka tako zelo okusna, sem seveda takoj obliznil po spodnji ustnici. Res je okusna. Kako pa vi to naredite, ko se umažete? Upam, da se ne obrišete v rokav. Fuj, ne v rokav. Samo z jezikom po spodnji ustnici. Moram vam povedati, moj prijatelj Lev je zelo, zelo prijazen. Pravi, da če poješ kosilo do konca, si zaslužiš še sladico. Jupi! Prinesel je pravi limonin sladoled, ki ga obožujem. Takoj sem ga polizal. Ampak, ker sem si umazal tole zgornjo ustnico, sem se seveda še enkrat dobro obliznil takole.
Dober je ta limonin sladoled. Res sem pravi sladkosned in upal sem, da Lev to ve, ker vedno se prileže še kakšen košček čokoladne torte, kaj ne, otroci? Veste, čokoladni torti se ne morem odpreti. Ponavadi se umažem okoli in okoli ust, ampak vedno se obližem po zgornji in po spodnji ustnici, ter še okoli, v eno stran, pa na drugo stran. Zabavno, niti pikice ne pustim. To bi bilo res škoda, pustiti čokoladno torto na zgornji ali pa na spodnji ustnici. Ampak otroci, ali veste, da si je vsak dan potrebno umiti zobe? Ja, res, poslušajte me. Enkrat sem pri Levu tudi prespal, ampak sem doma pozabil zobno ščetko. Jaz bučman, pozabil sem. In zobje so bili tako zelo umazani. Tako zelo so bili umazani, da sem rekel, z umazanimi zobmi pa že ne morem zaspati. Pa sem se spomnil, da si jih bom poskušal umiti kar z jezikom. Sprva po zunanjih ploskvah, zgoraj in po zunanjih ploskvah tudi spodaj. In seveda zobe je treba umiti tudi od znotraj. Po notranjih ploskvah, tudi spodaj. In tako sem umival, no za silo pa bo. Res pa drži, da je umivanje s ščetko nujno. Otroci, ne pozabite na ščetko, prav? No, tako. Zdaj ste videli, kaj vse zna moj jezik. Moj jezik je spreten. Levo, desno, gor, dol, naokoli. Ampak otroci, kdo od vas se z jezikom dotakne nosu? Ne s prstom, z jezikom. Čakajte, to moram res poskusiti še enkrat. Meni ne uspe. V tretje gre rado, poskusim še enkrat. Evo, do zgornje ustnice. Poskusite tudi vi. Skoraj mi je uspelo. To bi bilo zabavno, če bi se pogledal še v ogledalo. No, res pa je, da se nosu nisem čisto dotaknil, priznam. Ampak sem pa kar dobro dvignil jezik navzgor. Sliši se, kot da bi letelo letalo. Čakajte, kaj pa, če se dotaknem neba? Ne tistega neba zunaj zgoraj, ampak mojega neba, tukaj v ustih. Poskusimo. Uspelo mi je! Kdo mi bo čestital? Poskusim še enkrat. Uspelo mi je! Kako zabavno! Čakajte. Malo bom jezik poskusil zviti še v palačinko. Čisto malo sem ga zvil. Zataknil sem ga za zgornje zobe in ga zgoraj zadržal.
O, super! Danes sem gotovil, da znam že skoraj izgovoriti črko L. Veste kaj? Odkar znam tako dobro dvigati jezik za zgornje zobe, sem se naučil tudi pravilno peti pesmice. Poslušajte. La, la, la. La, la, la. Oh, čakajte, še eno znam. Le, le, le. Li, li, li. Lo, lo, lo. Lu, lu, lu. Gingo, zdaj pa ti tukaj počakaj. Počakaj, da poiščem knjigo. Sem se spomnila, da si že v knjigi učil otroke peti pesmice. Moje, tvoje, Gingo poje. Gingo pesmico zapoje, to je moje, to je tvoje. La, la, le, lo, li. Kdo lovi? Gingo rad besede skriva, to je igra nagajiva. La, la, le, lo, li. Kdo miži? Gingo, kaj praviš? La, la, la. To je moja pesmica. Le, lo, li. Z mano jo zapoj še ti. Otroci, mi pomagate skupaj zapeti pesmico še enkrat? Poskusimo. La, 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 la. To je moja pesmica. Le, lo, li. Z mano jo zapoj še ti. Ti, pa ti, pa ti. Hvala, otroci, ker pojete z mano. In čestitam vam, ker znate tako dobro dvigati jezik. Zaslužite si eno veliko petko. Otroci, tudi jaz sem ponosna na vas, ker znate tako dobro dvigati jezik. Gingo, se še posloviva? Seveda! Objemček, poljubček, pozdravček in papa do prihodnjič. Papa! Timmy, Kids TV. Timmy, Kids TV. Okay, 3, 2, 1. Oh, hi, I didn't see you there, guys. So today, I was just making some signs. Hold on, let me just check. Okay, that's good. That's good. So I'm just gonna do this. Would you like to help me? Okay, let's do this. So we are gonna take black. Mom, can you please help me? Yes, of course. Thank you. My mom just grabbed the black and she is gonna help me. She opened the black, look. See? So now I can take one of the test tubes, put Come on. I took one of the test tubes. Come on. Yes, over there. Okay, I close it then. Okay, science goggles on. And shake. Oh, we got black chemicals. So if you can see, I made yellow chemicals, blue chemicals, and black chemicals. Which chemicals do you want now, huh? A red one? Okay, red chemicals it is. Open. Could you open the red chemicals? Yes, for of me, course. please? They're chemicals. Are you kids ready to see red chemicals?
Okay, now we close it. Remember, the science goggles are still on, huh? Are they on? Yes. Okay, now shake, shake, shaky, 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 shaky. We got red chemicals. Now, science goggles on. Check. Off. Off. Now I'm checking. Check. Check. Good. 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 Now, I'm gonna grab this, open it. Look, those red chemicals, I just love them. Then I absorb the red chemicals into a chemical container. So it can hold any type of chemical. Then I'm gonna put it in here. Look at that. Then we're just gonna simply take all with that. If you wanna go crazy, you can take all of it, put it at first in, and then just put everything in there. You're making a super chemical. Super chemicals are very dangerous to make. So they're very dangerous. You can make them by using red chemicals, black chemicals. There we go. We got black. Got black in there. See, now it's making like a combine-ish. It's like combining. Whoa! Are you sure? Yeah, I hope it won't explode. Hold on. Science goggles on. I forgot. There you go. Now, for the last. It's gonna be too much. It's gonna be too much. No, no, no! Oh, super chemical! Oh my god! Come on! What the frick? We just made a super chemical. Hold on. Science goes off. Everybody like to ship it on. Ship it on, Mom. No! We need something. Give me. Okay. No, you can't do that. Okay. Okay, what's the solution? Okay, so the solution is to grab it. Very good. I'm gonna combine all these chemicals. Make a super chemical. Go in. Go out. Guys, so I'm gonna make more science experiments. Next time when you come back, we're gonna make even crazy science experiments. Like the super chemical, the instinct chemical, all the chemicals. But for now, you have to say Goodbye. hug, Hug, a kiss, a kiss, and a bye-bye. and a bye-bye. Until next time. And don't forget to And don't forget to subscribe on my science channel. I'm gonna take this, so this. Timmy, Kids TV. Timmy, Kids TV. Dober dan, otroci! Ste pripravljeni na nov izziv? Danes se bomo skupaj sprehodili po tematski pobarvanki. Kaj sploh pomeni, da je nekaj tematsko? A kdo ve? Tematsko pomeni, da se pogovarjamo o dotični temi. In danes je ta tema tek. Se pravi, vse, kar se bomo novega naučili, je tako ali drugače povezano s tekom. Se pa ne bomo učili zgolj slovenskih besed, ampak bomo vsako prevedli tudi v angleščino, se pravi v angleški jezik. Tisti, ki besede že poznate, jih boste danes zgolj utrdili. Tisti, ki jih še ne poznate, pa se jih boste skupaj z menoj naučili. 3, 2, 1, pa začnimo. Ker se bomo danes sprehajali po pobarvanki, me bo najprej zanimalo, katera je vaša najljubša barva. Zatorej, izberi svojo barvo. Pick your color. Rdeča, red, modra,
blue, rumena, yellow, zelena, green, črna, black, rjava, brown, vijolična, purple, siva, grey, roza, pink. Ste izbrali svojo barvo? Jaz sem. Moja najljubša je rdeča, red. Gremo dalje. Zunaj je poletje, vroče je. Izbrati moramo poletna oblačila za tek. Summer clothes for running. Kratka majica, t-shirt. Ta ima na sebi številko 1, number 1. Poleg kratke majice bomo oblekli tudi kratke hlače, shorts. Kratke hlače imajo na sebi zvezdo, star. Pa ponovimo še enkrat vse besede. Kratka majica, t-shirt, številka 1, number 1. Kratke hlače, shorts, zvezda, star. Od vročega poletja k mrzli zimi. Le katera zimska oblačila za tek bomo dali nase? Winter clothes for running. Pulover, sweatshirt. Kapuca, hoodie. Našitek, patch. Kapa, hat. Rokavice, gloves. Šal, scarf. V teh oblačilih nas zagotovo ne bo zeblo, a ponovimo še enkrat vse besede, no pa dejmo. Pulover, sweatshirt, kapuca, hoodie, našitek, patch, kapa, hat, rokavice, gloves, šal, scarf. Odlično! Selimo se k tekaškim copatom. Running shoes. Tekaški copati imajo vezalke, shoelaces, peto, heel, jezik, tongue. Ponovimo še enkrat. Vezalke, shoelaces, peta, heel, jezik, tongue. Odlično vam gre. Gremo dalje in sicer k slušalkam s predvajalnikom glasbe. Headphones with music player. Slušalke, headphones. Vsake slušalke imajo levo in desno stran. Levi rečemo left, desni pa right. Gumb za jakost zvoka. Volume knob, predvajaj, play, kaseta, cassette. Ponovimo vse besede še enkrat. Slušalke, headphones, levo, left, desno, right. Gumb za jakost zvoka, volume knob, predvajaj, play, kaseta, cassette. Med tekom porabimo ogromno energije, zato je zelo pomembno, da imamo s seboj vodo, water. Steklenica za vodo, water bottle. Zamašek, bottle cap. Voda, water. Ponovimo vse besede še enkrat. Steklenica za vodo, water bottle. Zamašek, bottle cap. Voda, water. Preden začnemo s tekom, je zelo pomembno, da se ogrejemo. Warm up. Pa spoznajmo besede slike. Lasje, hair, nos, nose, prsti, fingers, kolebnica, jump rope, žep, pocket, koleno, knee. Gremo še enkrat. Lasje, hair, nos, nose, prsti, fingers, kolebnica, jump rope, žep,
pocket. Koleno, knee. Zelo dobro. Ko smo ogreti, je čas za tek. Running. Tečemo po tekaški stezi. Running track. Kaj vse se skriva na sliki? Klop, bench, nebotičnik, skyscraper, antena, antenna, kratke hlače, shorts. Ponovimo še enkrat. Tekaška steza, running track, klop, bench, nebotičnik, skyscraper, antena, antenna, kratke hlače, shorts. Tečemo lahko v naši soseski, ki ji rečemo neighborhood. Pa poglejmo, katere besede se skrivajo na sliki. Grm, bush, stopnice, stairs, okno, window, dim, smoke, balkon, balcony. Gremo še enkrat. Grm, bush, okno, window, stopnice, stairs, dim, smoke, balkon, balcony. Tečemo lahko tudi v parku. In park. Poglejmo, katere besede se skrivajo na tej sliki. Kamen, stone, oblak, cloud, sonce, sun, drevo, tree, steza, path. Ponovimo še enkrat. Kamen, stone, oblak, cloud, sonce, sun, drevo, tree, steza, path. Tek v naravi je najprijetnejši, se strinjate? V naravi, in nature. Na sliki se skrivajo 3 besede. Nogavica, sock, trava, grass, noga, leg. Ponovimo še enkrat. Nogavica, sock, trava, grass, noga, leg. Selimo se na sliko, kjer pobližje spoznamo hišo, house, vrata, door, dimnik, chimney, streha, roof, ulična svetilka, street light. Ponovimo še enkrat. Vrata, door, dimnik, chimney, streha, roof, ulična svetilka, street light. Po teku se moramo raztegniti. Raztegovanje oziroma stretching. 4 besede so na tej sliki. Poglejmo, katere. Preproga, rug, ura, clock, roža, plant, vaza, vase. Ponovimo še enkrat. Preproga, rug, ura, clock, roža, plant, vaza, vase. Že veste, kaj je pregib? Zmorete to narediti tudi sami? Poskusite. Bend down. Na sliki so 3 besede. Komolec, elbow, hrbet, back, yoga hlače, yoga pants. Ponovimo še enkrat. Komolec, elbow, hrbet, back, yoga hlače, yoga pants. Po teku se moramo okrepčati. Prehrana po teku. Food after run. Grozdje, grapes, jabolko, apple, banana, banana, skleda, bowl, sadni napitek, smoothie, slamica, straw, oznaka, label. Ponovimo še enkrat. Grozdje, grapes, jabolko, apple, banana, banana, skleda, bowl, sadni napitek, smoothie, oznaka, label, slamica,
straw. Tako, pa smo prišli od začetka do konca. Na koncu pobarvanke imate izpisane vse besede, ki smo se jih danes naučili. Vse lahko še enkrat ponovite in tako preverite, katere so se vtisnile v vaše možgančke in za katere boste potrebovali še nekoliko več časa. Na koncu napišite tudi svoje ime. Kdo gre na tek? Je to Ana, Matic, Jure, Manca ali mogoče Diana? Kaj pa, če gremo skupaj teč? To bi se zabavali, prepričana sem. Smo pa v tem trenutku prišli do končnega cilja. Čas je, da se poslovimo. Adijo, goodbye! Timi, Kids TV. Pravljični kotiček z Diano na Timi, Kids TV. Dober večer, otroci. Čas je za pravljico. Danes Piki Pikici pomagamo poiskati mesto. S skupnimi močmi nam bo zagotovo uspelo. Ste pripravljeni? Nova dogodivščina je pred nami. Soj sveče odganja temne prste noči. Stari pisatelj piše pravljico. Samo še malo manjka do srečnega konca. A starec je že tako zaspan, odplava v svet sanj, ko s peresa kapne še poslednja kapljica črnila. Čof! V zgodbi pristane drobna pikica. Široko zazeha in zaspano vpraša. Kje sem? Le kje? Sredi besede črkujejo razburjene črke. To je naša družina. Ali lahko ostanem pri vas? Prosi Pikica. Ne moreš, odkimajo črke. Ti nisi črka, ti si ločilo. La, le, li, lo, lu, ločilo? Zmedeno ponovi Pikica. Kaj je to? Pa si res padla z neba, se smejejo črke. Ločila skrbijo za red med besedami. Brez njih bi bila zgodba brez repa in glave. Pikica izgubljeno pogleda naokoli. A kam naj grem? Poiskati moraš svoje mesto, svetujejo črke. Samo sledi toku zgodbe, zagotovo ga najdeš. Pikica se zahvali za nasvet in pokuka na naslednjo stran. Kar ne more se načuditi, toliko različnih črk, toliko različnih besed, a mesta zase Pikica ne vidi. Stoj! Vzklikne kot palica ravno ločilo. Predstavi se. Pikica kar poskoči od presenečenja. Sem Pikica, plaho zajeclja. Izgubila sem se. Jaz sem policaj Klicaj, veli ločilo. Pazim na vse navihane črke. Povsod naokoli se igrajo razposajene črke. Skačejo, vriskajo, prevračajo kozolce in kar pokajo od smeha. Frrrr! Policaj Klicaj s polno sapo zapiska na piščalko. Brž nazaj v vrstico, pa brez norči. Tudi Pikica bi se rada tako zabavala. Ali se lahko igram z vami? Neučakano vpraša. Ne moreš, je odločen Klicaj. Ti si Pika in Pika. Najti moraš svoje mesto. Kakšno strašno razočaranje. Pikica se potrto odpravi naprej. Koliko časa bo še tavala po zgodbi? Kam greš, Pikica? Zakaj si žalostna? Zaskrbljeno vpraša vprašaj, kje kaj, zvit pod težo vseh vprašanj tega sveta. Le kako naj najdem svoje mesto? Obupano potoži Pikica.
kaj vi veste, kje se skriva? Kdo bi vedel? Si vprašaj, kje kaj, pogledi dolgo belo brado. Vsak da išče svoje mesto. Čemu pa ga ti? A tega Pikica ne ve. Komu sploh pomagajo vsa ta vprašanja? Zmaje z glavico. Kar naprej pojdem. Na poti že najdem kakšen odgovor. Skače čez presledke in pleza iz vrstice v vrstico. Katero mesto je pravo zame? Se zamišljeno sprašuje. Le koga še lahko prosim za pomoč? Poglej, tam sedi še ena Pika, okrogla gospa Pikolovska. Zagotovo mi bo znala pomagati, se razveseli Pikica in pomaha. Pozdravljeni, sem Pika, Pikica. Kaj takšnega pa še ne, je ogorčena gospa Pikolovska. Brž se vrni na svoje mesto, Pika potepuška. Nikjer ga ne najdem, Pikica zaradi od zadrege, vendar vseeno polna upanja vpraša. Ali vam lahko kako pomagam? Kakšna domišljavost, prav nobene pomoči ne potrebujem, gospa priviha nos. Vedno imam zadnjo besedo. Sedaj Pikica ne ve več nekod, nekam. Potoči debele solze. Nikar ne jokaj, Pikica, se omehča gospa Pikolovska. Stopi mi na ramena in se razglej. Mogoče pa le zagledaš svoje mesto. Pikica se skobaca na gospo Pikolovsko. A kaj je to? Zdaj gospa ni več Pika in tudi Pikica ni več samo Pika. Skupaj postaneta dvopičje. Novo čudežno ločilo, kjer lahko domuje še več besed. Gospa Pikolovska samo debelo gleda. Pikica pa je presrečna. Juhu, poglejte me, nisem več le Pika. A zdaj postane zelo, zelo radovedna. Kaj vse še lahko postanem? Prijazno se poslovi in urno smukne na naslednjo stran. Teče, skače in nazadnje le še stopica. A besedam ni in ni konca. Pikica je že pošteno utrujena. Počivaj malo, saj si že čisto brez sape, Pikici svetuje prijazna neznanka. Hvala lepa, se Pikica hvaležno ustavi. Kdo si pa ti? Jaz sem vejica žejca, ki pomaga na dolgi poti, da lahko bralec ujame sapo, na dolgo pojasni. Kako zanimivo, ti lahko pomagam? Vpraša Pikica. Nemogoče, podvomi vejica žejca, saj sva čisto drugačni. Vse je mogoče, le poskusiti je treba, pomežikne Pikica in stopi štupo ramo. Neverjetno, skupaj postaneta podpičje. Tu lahko bralec počiva še dlje, a radovednost Pikici še vedno ne da miru. Le kaj še lahko postanem? Vejci žejci pomaha v slovo in obrne naslednjo stran. Toda, ojoj, kot bi odrezal, zmanjka besed. Pikica ne vidi nobenega prostora zase. Tudi tukaj že sedita dve majhni Piki. A Pikica se ne vda. Zbere ves svoj pogum. Zdravo, sem Pika Pikica in iščem svoje mesto. Kje pa hodiš tako dolgo, Pikica? Vzklikneta Piki. Sva Pik in Pika, že celo večnost te čakava. Pikica je tako presenečena, da ostane brez besed. Naš stari pisatelj je že skoraj dokončal zgodbo, reče Pik. Manjkaš samo še ti, doda še Pika. Pridruži se nama. Pikica je presrečna. Zgodba je bila strašansko dolga, polna težkih vprašanj in nepričakovanih odgovorov. A zdaj je končno našla svoje mesto. Udobno se namesti poleg Pika in Pike. Poglej, poglej! Kakšen razgled! Pred Pikico se razprostira
nepopisan list, brezmejnih, novih doživetij. Skupaj postanejo tropičje, ločilo brez konca. Vsak konec pa je priložnost za nov začetek. Otroci, veste, da je pisatelj Primož Černelč magister arhitekture, ampak namesto hiš raje gradi domišljijske svetove. In danes smo pokukali v enega izmed njih. Upam, da vam je bila pravljica všeč, ker je čas, da hitro, hitro zaprete oči, z mehko dekico se pokrite, mene pa v svojem srčku skrite. Objem, poljubček in lahko noč. Timi, Kids TV. Tako da zdaj sem vam deklamiral pesmico Maček mora zvonček. Objem, poljubček. Preden rečem papa do prihodnjič, bom rekel lahko noč, vesel Božič in upam, da vam Božič prinese, kar si naročili in potem niso zadetka mraza. In papa do prihodnjič, Timi, Kids TV.